Sezona državnega prvenstva v reliju je že globoko zakorakala v drugo polovico, a pred nami je najbolj težak in najdaljši test letošnjega leta – Reli Nova Gorica. Lepo zdrav v novem pregledu dogajanja slovenskega avtošporta na avtoportretu.si. Nova Gorica, kamor se razprostira prečudovit pogled Svete Gore, je ponovno privabila številno mednarodno konkurenco. Naj povemo, da so letos dirkači prišli celo iz Južne Amerike in Azije. Nas pa seveda najbolj zanimajo slovenske posadke, predvsem pa boj za državnega prvaka med Markom Grosijem in Rokom Turkom. Preden pa zares začnemo, kot ponavadi, kaj se je zgodilo na prejšnji dirki. Žalec je konec avgusta prvič gostil reli za državno prvenstvo. Kljub manjšemu številu posadk smo lahko spremljali zelo zanimivo dirko, ki sta jo dobila Rok Turk in Blanka Kacin. Za to posadko je bila to 27. skupna zmaga, 28. sta potem dobila še 2 tedna kasneje v Kumrovcu. Prednost v točkovanju še vedno branita Marko Grossi in Tara Berlot, a je razlika 12 točk praktično minimalna. Kar se točk tiče, je v diviziji 1 državnega prvenstva še vedno na vrhu Domen Slejko, ki je v žalcu manjkal, prišel pa ni niti v Novo Gorico. Ni 4 zaporednih zmag v drugi diviziji še vedno drži Mark Škulj, a to vodstvo pred Janom Medvedom ni varno. Lani je Škulj prav na tej dirki po okvari izgubil vodstvo, tako da je uvrstitev na mesta, ki prinaša točke, zelo pomembna. Visoko vodstvo pa ima v diviziji 3 Vasje Miklavčič, ki si na 5. dirki sezone že lahko zagotovi naslov. Reli Nova Gorica poteka že vse od leta 2012 z enoletno prekinitvijo zaradi znanih razlogov. Že kar nekaj let pa v različici daljši od 150 km. Čeprav je prišlo do nekaj sprememb hitrostnih preizkušenj, je razdalja dirke ostala takšna, da se po pravilniku Zveze za avtošport točke podeljujejo s količnikom 1,5. Zmagovalec tako na mesto 30 točk prejme 45. Ali to predstavlja kakšno taktično razliko? Ja, manj mislim, da niti ne. No. Če ne bom rekel kakšnih takih težav, razne prebite gume in take zadeve, mislim, da ne bi smelo biti kakšne, pa lahko rečem, razlike, no, ampak bi se nekako morali pojedeti, tako kot ne bi bilo. Za mene spremeni ogromno, seveda, če bi tu slučajno zmagal, se mi odprejo vrata za državnega prvaka. Če ne, pa se bomo borili naprej do konca sezone. Ostaja nam še 2 dirke, kjer bom poskušal premagati Roka in osvojiti naslov, drugače je pa to šport. Tu za nas ne pride drugega upoštev, kot pač, bom rekel tako, kot na dosedajnih dirkah. Svoj tempo, svojo dirko in pol na koncu, kar pride, pride. To sem že večkrat povedal, da se pač oziramo samo bolj na divizijo, kar je pa še zraven toliko boljše, ampak ja, pomembne točke. No. 90 posadk se je podalo na štart letošnje 11. izvedbe, kar sicer ni rekord. A 5 izmed njih so bili finalisti posebnega programa Mednarodne avtomobilistične zveze, tako imenovani Rally Star. Kaj sploh je Rally Star in kaj ponuja, smo vprašali Martina Čendaka, ki je bil lani del tega programa, in Estonca Romata Jürgensona, zmagovalca evropskih kvalifikacij. It's an amazing program. FIA has given youngsters a chance that maybe they didn't have themselves, you know. I was one of them, just didn't have the possibility to go into real running and taka stvar se dogodi samo enkrat v življenju in ja, potovali smo dobesedno čez noč na sever Nemčije. Tam sem bil v druščini 89 nabrušenih mladih Evropejcev, ki imajo le eno željo in to pač se dokazati pred komisijo FIA. You can see also from the other competitors from the Rally Star team that we are actually good at what we do. We deliver results and yeah, I think it's already a success. Dirka se je začela že v petek zvečer z nočnim superspecialom po ulicah Nove Gorice. Videli smo zelo nepričakovan razplet. Glavni krivec za to je namreč bilo vreme. Prav Martin Čendak je še v suhih pogojih postavil najboljši čas superspeciala v dirkalniku razreda Rally 5. Smo imeli res dosti sreče z vremenom. Mislim, da smo bili eni zadnjih avtov po suhem in pač smo izkoristili te pogoje. Lepo zmagati brzinco generalcem. Kot je omenil, so bile ulice ob njegovi vožnji še suhe. Tudi zmagovalec divizije 3 žalca Robert Kresnik je še odpeljal v suhem in postavil drugi čas.
Na to se je ulilo kot iz škafa. Cesta je ostala mokra do konca, le dirkači pri koncu, kot so Turk, Peljhan in Zrinski, so bolj resno ogrozili čas zmagovalca. Prava dirka se je seveda začela naslednji dan, štartom na hitrostni preizkušnji Nozna. Turk ni dolgo čakal in že takoj prišel v vodstvo. Kaj pa Marko Grossi? Prebita guma že na drugem brzincu, 4 minute 36 zaostanka. To je to, bitke za prvi naslov je konec. Mogoče obstaja upanje za kakšno točko, a Turk je s tem postal krepki favorit za prvaka. Na Markovo srečo se je na naslednji preizkušnji Morsko zopet ulil pričakovan dež, tako da je lahko pridobil nekaj pozicij. Pohod na čim boljšo rešitev relja se je torej začel. Zelo dobro se je držal Madžar Martin Laszlo, najbližji zasledovalec vodilnega. Po prvem krogu brzincev je njegov zaostanek dobrih 7 sekund. Dež pa je prinesel več težav. Oče Martina, Zoltan Laszlo, je pribil gumo. Prav tako tudi Vjekoslav Čičko, ki v prvi diviziji za Slejkom zastaja le 3 točke. Ujeli pa smo vrtenje Klemna Kovačiča, trenutno drugega na dirki v diviziji 2. Na srečo je že prečkal ciljno črto. Ker je cesta na Hapi Nozna ostala relativno suha, tam ni bilo večjih sprememb. Največja je bila prebita guma Alberta von Thurn und Taxisa, Hermann Gastner Jr. je tako prevzel 3. mesto. Izjemno sta se peljali tudi posadki programa Rally Star, Jurgenson in Oja na 4. ter avstralska posadka Taylor Gill, Daniel Brkić na 5. poziciji. Na drugem prehodu Morskega so se padavine ustavile, a težave so se le še stopnjevale. Kar 13 preluknjenih pneumatik so našteli pri EVRC-ju. 13! Med njimi drugič za princa Alberta, pa tudi Martin Laszlo, Hermann Gastner Jr., Jan Medved. Romet Jurgenson je z dirkalnikom razreda Rally 3 prišel na 2. mesto. Zaostanek za Turkom pa je že znašal skoraj minuto. V konkurenci državnega prvenstva sta za 2. in 3. mesto boj bila Darko Peljhan in Mark Škulj. Ta do 5. preizkušnje sicer ni bil tako napet. Za 20 sekund je prednjačil starejši voznik. Po opoldanski pauzi se je krog hitrostnih preizkušenj zamenjal. Na vrsti sta bila Ročin in Kromberg. Dober obračun smo spremljali za 4. mesto v državnem prvenstvu. Kovačič je prehiteval Leša Zrinskega, vse to pa je od blizu spremljal še vedno hitri Čendak. Ta trojica je bila za pol sekunde oddaljena od stopničk. Rok Turk je že po 6 brzincih držal minuto in 10 sekund prednosti pred zasledovalci. Vse je kazalo, da ga nihče ne bo mogel ustaviti. Tehnične težave z volanskim sistemom. Rok in Blanka sta še drugič to sezono naletela na večje probleme. A Idrijčan ni izgubil upanja. Že prej so imela nekaj tehničnih, naprej smo pa zdaj tudi se ponovilo. Bomo zdaj rešili, rečemo tak temu, da nam danes nav treba treninga za roke delati, pa je to. Stvar je rešljiva, ja. Je pa tak, da je kar težak ta avto zapeljati po teh ovinkih tukaj gor, brez alternatorja, brez servovolana. Ampak okvara se je le izkazala za nepopravljivo. Vsaj v časovnem oknu, predvidenim za servis, in ekipa se je odločila, da dirko predčasno zaključi. Potem, ko so posadke drugič odpeljale Hapi Ročin, je vodstvo prevzel mladi 26-letni Madžar Martin Laszlo. 19 sekund za njim je bila nemško-avstrijska naveza Hermann Gastner mlajši in Ursula Mayerhofer. Romet Jurgenson in Sim Oja pa sta še vedno bila na mestih, ki prinašajo stopničke. Medtem pogledamo, kako gre Grossiju in Berlotovi. Več kot 3 minute sta že nadoknadila. Dobre točke so bile s končanim reljem zagotovljene, a seveda je še cel dan čakal posadke. Karkoli se lahko še zgodi. Ob koncu dneva si pogledamo, kako stvari stojijo v divizijah. V diviziji 3 po sobotnem delu vodi Vasja Miklavčič. Z Robertom Kresnikom sta si večkrat izmenjala pozicije, a slednji zaostaja za 12,4 sekunde. Prva divizija tokrat ne ponuja boja za zmago. Martin Čendak je namreč razred zase, 4 minute 20 pred Alenom Lampetom v Oplu Adam. Tretji pa je komaj polnoletni René Černigoj, prav tako v pokalnem Oplu. Mark Škulj je prav tako pričakovano v vodstvu 2. divizije. Sledi mu Klemen Kovačič z zaostankom 53 sekund. Jan Medved pa je po prebiti pneumatiki še vedno na 3. poziciji. Zelo napeto pa izgleda na vrhu konkurence državnega prvenstva. Škulj je zmanjšal razliko do vodilnega Darka Peljhana na vsega 9 sekund. Aleš Zrinski pa po 9 brzincih varno drži mesto na najnižji stopnički. Štartni vrstni red dirkačev se je naslednji dan razvrstil glede na trenutni rezultat. Prvi je na progo tako krenil Madžar Laszlo.
in Gassner za njim. Postavila sta najboljša časa HP Renče. Za njima je po dosežku sledil že Grossi, ki je pridobil še 2 mesti in se zdaj že nevarno spogledoval s stopničkami v domačem prvenstvu. In na Banšicah je do tega tudi prišlo. Aleš Zrinski je tako padel iz provizoričnih stopničk. Ta brzinec je sicer dobil Fonturo Nontaxis, ki po polminutni kazni zasleduje Mađara Andrasa Hadika na 4. poziciji. Zadnja v krogu preizkušenja je sledila ravnica, ta poteka v drugo smer kot HP Kronberg. Martin Laszlo je še vedno držal 20 sekund naskoka pred Gassnerjem. Marko Grossi je bil z naskokom boljši od teh 2 dirkačev na tem kratkem odseku. Od vodstva med slovensko konkurenco je manjkalo le še 13 sekund. Sanje o povratku so bile še kako žive. Ni bilo treba dolgo čakati. Portorožanu je na 13. brzincu uspelo nemogoče. Po menjavi gume je zaostanek za Pelhanom znašal 4 minute. Le še 2 preizkušnji je bilo treba odpeljati. Markova prednost se je krepko povišala na Banšicah. 5-kratnemu državnemu prvaku se vožnja namreč ni posrečila. Manj kot 4 sekunde so ločile Pelhana, Škulja in Zrinskega pred zadnjimi 5 kilometri dirke. To bo še kako napeto, predvsem še s prihajajočim dodatnim dežjem. A gremo lepo po vrsti. Ustavimo se najprej pri najmanj številčni 3. diviziji. Domen Mihevc je utrpel nesrečo, zato sta 2 posadki zaključili Rally Nova Gorica. Kmalu bi tudi Robert Kresnik predčasno končal z dirko, a je kljub izletu s ceste prišel do cilja. Vasja Miklavčič in Martin Černigoj sta tako neovirano prišla do zmage in njunega 2. naslova divizije 3. Čestitke posadki ob naslovu. Nadaljujemo s 1. divizijo. Alan Lapej je v svoji prvi dirki po 5 letih skupaj s soznikom Maticem Dolencem prišel do 3. mesta. Na drugem prehodu Renč sta jo prehitela René ter Aljaž Černigoj. Dober povratek po nesreči v Vipavski dolini. Ni pa treba izgubljati besed o Martinu Čendaku in Jakobu Markežiču. Z naskokom dobrih 12 minut sta zlahka stopila na najvišjo stopničko. To pomeni 45 točk za dirkača, ki je zmagal že v Železnikih. Rally je sicer zaključilo 8 posadk, kar je rahlo več kot polovica prijavljenih. Imamo novega vodilnega. Hrvat Vjekoslav Čičko je s 4. mestom nabral potrebne točke, da je prehitel doslej vodečega Slejka. Čendak pa se le z 2 dirkama premika proti vrhu razpredelnice. Do preobratov je na zadnjem brzincu prišlo v diviziji 2. Gregor Fakin, ki je tekom rallija nikoli ni bil med najboljšimi 3, je prav na koncu prišel tja. Tudi Jan Medved je držal razliko in bil skoraj minuto in pol pred Fakinom. Seveda pa obstaja razlog za te spremembe. Klemen Kovačič, ki je bil praktično celotno dirko drugi, je odstopil zaradi nesreče. Ponovno pa je posadka Mark Škul Pia Šumer visoko slavila. Brez težav dobri 2 minuti in pol. Zmaga zopet v diviziji 2, za katero sem siguren vesel. Na zadnjem brzincu so se z malo večjo rezervo odpeljala čez, ne bi bilo malo več žažja. Od najboljše četverice zavlada kar velika luknja v času, a na to so razlike bolj majhne. 12 posadk je prečkalo ciljno črto v Novi Gorici. Razlika na vrhu še ni odločilna. Škul lahko osvoji naslov oktobra v Kobaridu, a odstopa si ne sme privoščiti. Ostajamo pri mladem Ižanu, kajti bil je v boju za stopničke v državnem prvenstvu. Na ravnici zadnjič mu je to priložnost za 3 sekunde vzel Aleš Zrinski. To so prve stopničke letos zanj in za soznika Roka Vidmarja. Darko Pelhan se je na koncu izmuznil. Z Matejem Čarom sta ohranila 4,2 sekundi in osvojila 2. mesto. V enem večjih, če ne največjih povratkov v slovenskem ralliju sta kot prva čez ciljno rampo zapeljala Marko Grossi in Tara Berlot. Celo 43 sekund naskoka sta si nabrala. Dosežek, ki še dolgo časa ne bo pozabljen. Ja, mislim, da sem malce se ujel s tem avtom in da sem danes pokazal neke dobre čase, tako da sem zadovoljen samo dirko, bilo je pa napeto od štarta do cilja, definitivno.
Naslova še nimamo, tako da nič ne moremo govoriti. Reli se vedno začne in konča na rampi. Tudi Rok je bil včeraj izjemno hiter, ampak žal danes na rampi ga ni. In to je del relija, to je reli, zato pravim, ko bom osvojil tisto, kar potrebujem, bom rekel, da sem državni prvak. Ta moment pa se ne smemo veseliti še nobene stvari in počakati, da se, če nam uspe, da postanemo. Tu je tehnika, tu sem jaz in ogromno faktorjev, ki lahko zataji. Grosja smo namreč po drugem brzincu že praktično odpisali. Zdaj pa je prišel do še kako zasluženih 45 točk. Vsi zmagovalci divizij se pojavijo tudi v top 10 slovenskih dirkačev. Ja, to je razlika na vrhu. Odstop je Turka Dragov stal tudi nekaj pozicij. Ima pa najboljša šesterica matematično še možnosti za naslov. Nazadnje smo prizor, ko ni bilo niti enega Slovenca na skupnih stopničkah, videli v Vipavski dolini lani. Ponovila se je zgodba Estonca z Rally 3 dirkalnikom na 3. mestu. Lani je bil to Robert Virves, letos pa mladi Romat Jürgenson. Imel je precej sreče, saj sta Fonturen und Taxis ter Hadik za njim zaostala manj kot sekundo. Before the rally to be third overall, no, I didn't expect that. But yeah, it's been a nice event. Really enjoyed the road here. I think the Fiesta Rally 3 really benefits from the tight and twisty tarmac roads. You can really use the torque that it has, and yeah, it paid off. Bili so še časi rallija v Mariboru, ko je Herman Gassner mlajši nazadnje stopil na stopničke slovenskega rallija. Ta uspeh mu je torej uspel tukaj v Novi Gorici z drugim mestom. Soznico Ursula Meyerhofer sta za več kot minuto premagala Jürgensona. We came here for some experience. We drove the last rally in 2019, so we had quite a long gap, and it was good for us to be back in the racing car. We did not expect anything, and it was a very difficult race, so I'm more than happy that we were fast on the wet parts, but also on the dry ones, so in the end it's just very nice to be second. Mađar Martin Laszlo je drugič nastopil v Novi Gorici. Prvič Škoda Fabio Rally 2. On in soznik David Berendi sta dosegla to, kar skoraj nihče ni pričakoval. Zmagala sta 11. Rally Nova Gorica za 13 sekund pred Gassnerjem. It was a very hard race for me and very difficult. We just want to manage the gap between me and Herman, so I don't want to go too fast. I just want to be clever. Lestvica najboljših 10, ki ji ni para. Čestitke zmagovalni posadki za prvo zmago na slovenskih tleh. Zanimivo pa je, da je to za Laszla in Berendija prva skupna zmaga to sezono. Na koncu je 69 posadk prečkalo ciljno rampo. Rally Nova Gorica nikoli ne razočara s končnim razpletom in to letošnji zagotovo ni. Trije tuji dirkači so napolnili mesta na stopničkah, s tem pa se nadaljuje niz različnih narodnosti zmagovalcev te dirke. V slovenskem državnem prvenstvu nas čakata še 2 dirki. Naslednja je 3. rally Soška dolina, ki je na sporedu 13. in 14. oktobra. Finale pa, kot smo že vajeni, v Idriji 12. novembra. To je iz Nove Gorice vse. Vabljeni, da se ogledate še ostale vsebine, ki jih ponujemo na autoportretu.si in se vidimo na naslednji dirki. Hvala za ogled in lepo zdrav!